Pozdravljeni na kanalu Albert in Leonida Mrgole. Danes bom govorila o tem, kako sem imela slabe dneve. V bistvu rada bi govorila o tem, kako je to obdobje prineslo in nas razklalo na tisoč koščkov, tudi drugega med drugim, zaradi tega, ker zelo različno prenašamo te ukrepe, zelo različno se prilagajamo tem ukrepom. Eni smo jih vzeli ali pa so jih vzeli zelo, zelo zares in se nikamor ne premaknejo, drugi rečejo, brez veze, in kršijo te ukrepe in ta pravila, tretji se spet znajdejo na druge načine, pač imajo mogoče službo tako, da lahko hodijo okrog. Eni pa dejansko so skupaj in uživajo skupaj in se lepo v nekem ravnotežju prilagajajo temu, kar se dogaja. Teh zadnjih je, mislim, da veste, najmanj. In jaz, ko berem recimo socialna omrežja in berem vaše komentarje in vaše odzive na ukrepe glede šolanja, ukrepe glede pač policijske ure, premikanja sem pa tja, vidim, kako hitro se razjezite za vsako stvar. In razumem to, razumem in bi rada, da razumete tudi vi, in s tem bi dejansko rada dosegla to, da bi se manj jezili, ker vsi po vrst z mano na čelu. Zdajle sem imela tako en teden, kar tak, jaz rečem temu, da sem deprasta. To ne pomeni, da imam depresijo, ampak da se počutim tako, da bi najraje kar sama poležavala, lenarila, nič se mi ne da, ne vidim smisla, še skuhati mi je, saj lahko jajca jemo. Tako, kar ni v moji navadi, zaradi tega, ker sem pač zelo kulinaričen človek in če za drugega ne, si za kosilo vedno vzamem čas. Tako da, vem, kako je biti v tej koži. To se pravi, vem, kako je biti v koži, ko se dobro počutim, in vem, kako je biti v koži, ko se ne počutim dobro. In potem se zgodi neka objava, recimo, še 2 meseca ne bomo smeli nikamor. In tisti ljudje, ki se imate fajn doma, ko vam gre šola od rok, ali pa vam gre mogoče šola od rok zaradi tega, ker ne dajete takega fokusa na to, zelo hitro napišete, kaj, kar tako naj ostane, mi se imamo čisto dobro, to ne razumete, to gre za varovanje zdravja, to je zato, da skrbimo za druge, kako ste lahko tako brezbrižni, kako vam je lahko vseeno, in pač je neki taki komentarji, iz katerih sem zdajle jaz spustila žaljive besede. Potem nekdo drug napiše, ne vem, mi bi pa odprli šole in spet, ta šolski sistem je brez veze, ne more biti vse več po starem, ne dojemate tega, da pač se je začelo novo obdobje, da moramo spremeniti stvari. Glejte, vsi imate prav. Vsi imate prav, Zakaj imate vsi prav? Zato, ker vsi izhajate iz sebe in iz svojih občutkov. To se pravi, če imate vi prav, to ne pomeni, da ima nekdo drug narobe. Ker enim je doma lepo in bi lahko tako zdržali 100 let. Jaz poznam eno družinico, ki so rekli, nam je vseeno, če to pač kar traja. Zato, ker se znajo sporazumeti, zato, ker znajo biti povezani, ker se znajo zaposliti, in pač še milijon nekih takih pomembnih stvari je. Tle mi je telefon zacinglal in ga bom zdajle ugasnila. Evo, da nas ne bo motil med videom. Skratka, vsak na nek način izraža ali svojo stisko ali pa svoje zadovoljstvo, preko teh komentarjev. Jaz bi pa rada temu dodala eno stvar, Recimo, zdajle, ko sem bila bolj v slabi koži, sem tudi zaznavala, kako bi lahko napisala kaj zlobnega pa hudobnega v kakšen komentar, Zato, ker je te energije več, ker je bil fokus na tej energiji, Jaz sem ležala na kavčku pokrita z dekco in sem rekla,
koliko sem Boga, jaz bi bila kar tako, jaz imam dosti vsega, meni se ne da več truditi. A ne? Pač zelo naporen občutek, a ne? Kljub temu, da ležiš na kavču, a ni zanimivo. In fokus sem dala na to. In jaz recimo sem ena izmed tistih, ki sem lahko izjemno hvaležna, da imam partnerja in da imam družino, ker so zdaj tudi otroci že odrasli, ki me spodbuja, ki me poslušajo, a ne? Ki me pocrkljajo, ki me v dekco zavijajo, ki rečejo mami, ne, saj bo. Ki me tudi pustijo, da sem mal v tej tugi sama zavita, a ne? Ampak mal, ne pustijo me zelo dolg časa, a ne? Kar je prav. Zavedam se, da tega nima vsak. In jaz ne morem zaradi tega, ker sem jaz tukaj pač človek, ki to ima, nekomu, ki napiše nekaj, reči, ne vem, kje imaš pa partnerja, recimo, tudi to znate napisati. Ker eni imajo partnerja, pa ga nimajo. A veste, partner je pač v hiši, ampak ni na tak način prisoten, a ne? In zaradi tega jaz tukaj vedno postavim vprašanje, ki je odprej, kaj jaz lahko naredim za to, da ta odnos naredim, da bo podporen. Kaj jaz lahko spremenim, da bo ta odnos z mojim partnerjem podporen. Kje lahko jaz njega razumem, poleg tega, da razumem sebe pa svojo bolečino. Na kaj dajem fokus, a ne? Ker če jaz dajem fokus na kavč pa na dekco, me bo skozi bolj vlekel na kavč pa na dekco. Če dajem fokus na knjigo, ki jo berem, pa rečem, ko mi čakam, da bom imela spet čas za brati. A veste? Takrat dam fokus na neko aktivnost, na nekaj drugega. Ne ukvarjam se s tem zunanjim pritiskom. Absolutno se strinjam, a ne? Da ne smemo vsega ignorirati. Ampak dejansko pa mislim, da zdajle sklepam po sebi in tudi po vas, po vaših telefonskih klicih, vsi postajamo utrujeni od tega. To se pravi, jaz v teh mojih videih se skozi ponavljam, skozi govorim, kje lahko najdete klin, za katerega se boste prijeli. Kje jaz lahko najdem klin, za katerega se bom prijela. Danes sem ga našla v tem videu, ko sem rekla, bom povedala celemu svetu, kako sem. Našla sem ga v nekih drugih stvareh, ki so se zgodile te dni. Prišli so otroci in tako, malo smo se videli in je bilo takoj drugače, a ne? Zato, ker jaz verjamem v eno stvar. Verjamem v to stvar, da ko bomo mi znali pogledati, kako je v čevljih drugega, to se pravi, ko bom jaz znala tudi takrat, ko je meni slabo, videti, da je nekomu dobro in reči, koliko mu privoščim. Ne? Kaj pa on dela, ko mu je dobro? Mogoče bi pa jaz tudi kaj takega delala, pa bi bila potem boljša, a ne? Kako pa on živi, kako pa on razmišlja. Jaz zelo veliko tega zdajle poslušam, zato ker me to gor drži, da najdem načine, ki so drugačni od teh, ki me vlečejo v nek vzorec, deprast vzorec, ker vem, da imam ta vzorec, a ne, da so ga tudi moji predniki prinesli in ga imam globoko v sebi nekje zasidranega. To pomeni, da če se bom jaz prepustila nečemu, me lahko to popapca, a ne? In zaradi tega je fino, da se poznate, je fino, da si raziskujete, je fino, da veste, kjer del v vas je močnejši, je fino, da veste, kaj je tisto, kar vas tako potihem in na skrivaj in prav počasi vleče v neko stanje, ki ga v resnici ne marate. Zato, ker tle se skriva še en trik, a ne? Jaz ne maram biti deprasta, ampak
Na kavčku je pa fino ležati v dekcu za vid. In potem se jaz vprašam, a je to moje opravičilo, da si jaz lahko privoščim kavč pa dekco. To se pravi, danes nimam dober dan, danes se slabo počutim, bom jaz imela kavč pa dekco. A lahko rečem, danes se jaz zelo dobro počutim in res imam fin dan. In zato si bom privoščila kavč pa dekco. Da se malo pocrklam. A vidite to razliko? In jaz dolg časa, ker imam ta model, da je treba delati, da je treba biti aktiven, da se podnevno leži, da se podnevno gleda televizije, ne. Dolg časa nisem mogla ležati na kavču brez občutkov krivde. Mogla bi delati, a ne? To se pravi, je moj izziv, moj življenjski izziv ta, da se lahko sprostim tudi, če sem okej. Tako da, mogoče izziv za vas, a ne, da se vprašate, kje so tisti trenutki, ko se vi ne znate sprostiti, ko se ne morete sprostiti, ko imate občutek, da vam to ni dovoljeno in da morate zato najti neko drugo stanje svojega telesa ali pa neko opravičilo. To je naloga, ki vam jo dajem v tem videu. Zdaj vas pa prosim, da ta video lajkate, da ga delite, pišite komentarje od spodaj, povejte mi, kako ste kaj, povejte mi, kako se držite, a imate tudi že vsega čez glavo, a se vam tudi že meša, a ne morete več. Jaz v bistvu na začetku sem si začela sam, da spet ljudi lahko objela, zdaj si želim, da spet lahko grem, ne vem, na čevapčiče v Sarajevo. Recimo. Ja, skozi večje bojo te potrebe, zaradi tega, ker tako dolgo trajajo pač ti ukrepi. Ampak še vseeno moramo paziti drug na drugega, to vemo vsi, a ne. Vemo, da korona obstaja, vemo, da so eni ukrepi smiselni, drugi nesmiselni in dajmo delati tako, da ne bomo ogrožali drugih in sebe. Tako da ja, komentarji dobrodošli, lajki dobrodošli. Hvala, ker ste bili z mano do konca. To je res darilo. In se vidimo v naslednjem videu, kjer bomo spet delali lepši svet.